Pozdravljeni, mir z vami, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evo, danes bi rad nadaljeval branje Lorda Wisea, knjige, ki jo je napisal Abba Sadik, Kajem sveta družina Ale Muhamed, in nadaljeval bom z Abrahamsko zavezo in dotaknil bi se malo, mogoče za koga neprijetne, mogoče kakor za koga, mogoče malo sporne teme ali bolj intimne narave, kar se tiče obrezovanja. In citiram iz Lorda Wisea, gremo kar direktno. Bog je naredil obrezovanje za očiščenje njihovega rodu pred integracijo z Iblisovimi sinovi. Saj Iblis in njegovo seme niso bili obrezani. Se pravi, ta semitska ljudstva pač imajo signifikantno nalogo, da se ne mešajo z Iblisovimi sinovi in zaradi tega pač obrezujejo svoje otroke, pač svoje privržence in tako naprej. In kot taki pač je tudi Jezus pojasnil to zadevo, ko je rekel v evangeliju po Barnabi. Barnaba, pač vsi mogoče nekateri ne vejo, on ni živel v času, ko je bil Kristus živ, ampak je živel potem, ampak je Barnaba dobil pač nek tekst v roke in je citiral ta tekst, ker ga je pač navedel, to je pač evangelij po Barnabi. In citiram evangelij Barnabe, gremo kar direktno. In glej, Kananka s svojima sinovoma, ki sta odšla iz svoje lastne države, da bi našli Jezusa, ko ga je torej videla prihajati s svojimi učenci, je zaupila: Jezus, Davidov sin, usmili se moje hčere, ki jo muči hudič. Jezus ni odgovoril niti z eno besedo, ker so bili iz neobrezanega ljudstva. Učenci so bili ganjeni, od usmiljenja so rekli: O gospodar, usmili se jih. Poglej, kako zelo jokajo in jočejo. Jezus je odgovoril: nisem poslan razen k ljudstvu Izraela. Nato je žena s svojimi sinovi stopila pred Jezusa, jokala in rekla: O sin Davidov, usmili se me. Jezus je odgovoril: ni dobro jemati kruha iz otroških rok in ga dajati psom. In kot to je rekel Jezus zaradi njihove nečistosti, ker so bili iz neobrezanega ljudstva. In ženska je odgovorila: O gospod, psi jedo drobtine, ki padejo z mizo njihovih gospodarjev. To je bil Jezus prežet z občudovanjem nad besedami ženske in je rekel: O žena, velika je tvoja vera. Se pravi, bil je kar navdušen nad vero te žene, ker je bila pač naganjena. In ko je dvignil roko proti nebu, je molil k Bogu in na to rekel: O ženska, tvoja hči je osvobojena, pojdi v miru. Ženska je odšla in ko se je vrnila na svoj dom, je našla svojo hčer, ki je blagoslavljala Boga. Zato je ženska rekla: resnično ni drugega Boga, kot je Izraelov Bog. Pri čemer so se vsi njeni sorodniki pridružili Božji postavi v skladu z zapisano postavo v Mojzesovi knjigi. Tisti dan so učenci spraševali Jezusa, rekoč: O gospod, zakaj si tako odgovoril ženi, češ da so psi? Jezus je odgovoril: resnično ti pravim, da je pes boljši od neobrezanega človeka. Zdaj pač je posebno, je to poudaril, še pes je boljši od neobrezanega človeka, ker pač ti Iblisovi sinovi so zelo ker se borijo proti vernikom, je Jezus poudaril to. In tudi psi seveda niso obrezani, ampak tudi neobrezani psi so tle boljši od neobrezanega človeka. In tedaj so bili učenci žalostni in so rekli: težke so te besede in kdo jih bo mogel sprejeti? Jezus je odgovoril: če razmišljate o nespameti, kaj stori pes, boste govorili, da je moj govor resničen. Povej mi, ali pes straži hišo svojega gospodarja in izpostavi svoje življenje pred ropanjem? Prav zagotovo, to da kaj prejme? Veliko udarcev in poškodb z malo kruha, on pa vedno kaže svojemu gospodarju vesel obraz. Je to res? Pravi, res je gospodar, so govorili učenci. Nato je Jezus rekel: pomisli zdaj, koliko je Bog dal človeku in videti boste, kako nepravičen je, ko ne spoštuje Božje sklenjene zaveze z Abrahamom, njegovim služabnikom. Spomni se tega, kar je David rekel Savlu, izraelskemu kralju, proti Filistejcu Goljotu. Moj gospod, je rekel David, medtem ko je tvoj služabnik varoval čredo tvojega služabnika, so prišli volk, medved in lev, ter zgrabili čredo ovc tvojega služabnika, na kar je šel tvoj služabnik in jih pokončal, ter rešil ovce. In kaj je neobrezan človek, razen da je podoben njim?
Zato bo tvoj služabnik šel v imenu Gospoda Boga Izraela in bo ubil tega nečistega, ki preklinja sveto ljudstvo Boga. Tedaj so učenci rekli: povej nam, gospodar, iz katerega razloga mora biti človek obrezan? Jezus je odgovoril: dovolj ti je, da je Bog tako zapovedal Abrahamu, rekoč: Abraham, obreži svojo kožico in kožico vse svoje hiše. Zato je zaveza med menoj in teboj za vekomaj. Ko je Jezus to rekel, je sedel blizu gore, ki so jo gledali, in njegovi učenci so prišli k njemu, da bi poslušali njegove besede. Zato je Jezus rekel: Adam, prvi človek, ki je jedel hrano, ki je bila produkt satanove goljufije, je prepovedana od Boga od raju, in takrat se je njegovo meso uprlo duhu, pri čemer je prisegel rekoč: pri Bogu razrezal te bom. In ko je odlomil kos skale, je zgrabil svoje meso, zarezal njega z ostrim robom kamna, na kar ga je grajal angel Gabriel. On pa je odgovoril: prisegel sem pri Bogu, da ga bom posekal, nikoli ne bom lažnivec. Nato mu je angel pokazal presežnost njegovega mesa in odrezal ga je. Butno ga je stran. In zato, kot vsak človek vzame meso za meso Adama, tako mora opazovati pri svojih sinovih, in iz generacije v generacijo se je prenašala obveznost obrezovanja. In to imamo kot sem citiral, Evangelij Barnabe, se pravi poglavja od 21 do 23. In Abba Salik, kar je hotel poudariti s tem, evo še to, da zaključim tole zgodbo v teh tretjih vratih o Barnabi, da bom pa lahko nadaljeval na naslednjo točko, da bomo šli naprej. In tukaj je Abba Salik je hotel poudariti, da je to dodaten prikaz, da je začetni greh, ki ga je Adam zagrešil, se pravi, če gremo nazaj na Adamitsko zavezo, ko je hotel pač spolno običevati s Fatimo ali Zahra ali Zoe v gnostičnih testih, se pravi Sofijo, gnostiki to poznate, ne. To je bil greh mesa in zlasti pač ta greh seksa, prešuštva, zato se Adam tukaj maščuje proti svojemu moškemu organu in ga zareže z ostrim robom kamna, kjer se je meso uprlo proti Bogu. In to meso je bil pač njegov penis. Na to s pripovedjo Evangelija po Barnabu, v času Abrahama je bilo le malo obrezanih na zemlji, ker se je malikovanje pomnožilo na zemlji. Na to je Bog rekel Abrahama dejstvo v zvezi z obrazovanjem in sklenil to zavezo z besedami: dušo, ki ne bo imela obrezanega mesa, jo bom zavedno razkropil iz svojega ljudstva. Učenci so trepetali od strahu od teh Jezusovih besedih, saj je govoril z vnemo duha. Na to je Jezus rekel: pusti strah tistemu, ki si ni obrezal kožice, kajti on je prikrajšan za raj. In ko je to rekel, je Jezus znova spregovoril in rekel: veliko jih je pripravljenih za Božjo službo, toda meso je slabotno. Človek se torej boji tistega, da bi moral Bog upoštevati, kaj je meso in odkot izvira, in na katerega se zmanjša. Iz zemeljske gline je ustvaril Bog meso in v njega je vdihnil dih življenja z vdihom po njem, in zato, ko bo meso oviralo Božjo službo, ga je treba zaničevati kot glimo in poteptati, kajti tisti, ki sovraži svojo dušo na tem svetu, jo bo ohranil v večnem življenju. Kaj meso je v tej sedanjosti, razkriva svoje želje, da je oster sovražnik vsega dobrega, saj želi edino greh. Torej bi moral človek zaradi zadovoljevanja z enega od svojih sovražnikov, ki naj ne ugajajo Bogu, njegovemu stvarniku. Tem je treba razmisliti, Abba Salik poziva vse, da razmislite o tem. Vsi svetniki in proroki so bili sovražniki svojega mesa zaradi služenja Bogu. Torej, kaj je lepšega kot služiti Bogu in ne slediti mesu, ker tukaj imamo tudi, se pravi, iz raznih filmov, se pravi, meso je past, meso je past, to vsi vemo in so tudi mnogi citirali, tudi v moderni glasbi. Tako da, to je to, za nas Abrahamska zaveza, vidimo se naslednjič, Golo 20, Abrahamska zaveza, se vidimo kasneje, živijo.